Nahajamo se v planiškem laboratoriju Instituta Jožef Stefan. To je laboratorij, ki izvajamo raziskave o fiziologiji in medicini človeka v vesolju in pa v ekstremnih okoljskih razmer. Gostimo študente oziroma dijake poletne šole, kjer so jim razkazali v bistvu, kako mi simuliramo vpliv simulirane breztežnosti na človeka, kako se človek adaptira v breztežnem okolju, ki je normoksično, to se pravi, ki ima normalni kisik, ali pa ki je hipoksično, torej simuliramo višinske razmere, ker to bojo najverjetneje razmere v bodočih plovilih. Med drugim smo jim pokazali tudi raziskave, kjer razvijamo protiukrepe, to se pravi vadbene protiukrepe, ki bi pa preprečile spremembe, ki se dogajajo v vesolju, torej bi preprečile adaptacije človeškega organizma, fizioloških sistemov na breztežnost. Tukaj smo jim tudi pokazali nadstropje hipoksično, kjer bomo s preiskovanci simulirali 60-dnevno vesoljsko misijo in zdaj pričakujemo obisk 12 raziskovalnih ekip iz celega sveta, predvsem iz Evrope, te ekipe bodo prišle v Planico in z nami bodo pač izvajali ta poskus, ki bo prvi del poskusa je letos, drugi poskus pa naslednje leto od aprila do julija. Dodatno smo dijakom predstavili tudi naš nov program, kjer sodeluje mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana skupaj z Univerzo Caen v Franciji in Charité Univerzo v Berlinu. Ustanovili smo magistrski program na področju fiziologije in medicine človeka v vesolju in v ekstremnih razmerah. Ta laboratorij bo eden ključnih, jasno, pri našem izobraževanju, torej študenti bodo najbrž v Franciji 6 mesecev, v Nemčiji 6 mesecev, potem pa v Sloveniji. V Sloveniji se bodo naučili seveda izvajati poskuse, raziskave na področju vesoljske medicine, torej ta laboratorij bo ključen za njihovo izobraževanje. Ja, na to poletno šolo v bistvu sem prišel kot posledica sodelovanja s projektom ESERO. Tam so nas povabili, da smo kot neki izkušenejši dijaki na področju astronomije sodelovali pri poučevanju učencev na teh temah. In posledično so nas tudi povabili, da se udeležimo te poletne šole in zaenkrat se to zdi kot primerna odločitev. Na tej poletni šoli mi je bilo nekako najbolj všeč to, kako lahko na posli nekako simulirajo to, kar se dogaja tam v vesolju in tudi ta centrifuga, kako so uspeli pogruntati, da se da nekako gravitacijo na mednarodno vesoljsko postajo in še dlje prenesti in upam, da jim bo uspelo nekako prenesti znanje, ki ga dobijo tukaj v Planici, tudi gor v vesolje in na Mars in še kamor želijo.